Dobrodošli v novi epizodi podcasta Posavskega obzornika. Danes sem zelo vesela, da je z mano en poseben gost, ki smo si ga že kar nekaj časa želeli na podcastu, tako da smo veseli, da smo se lahko uskladili. Z mano je nekdo, ki ga večina prepozna po takem specifičnem humorju, kitari za vratom, ga spremlja non-stop, in pa besedilih pesmi, ki so sicer na prvi pogled preprosta, ampak v bistvu pa kar zadanejo, no. To je Brežičan Robert Petan. Hoj. Vsi tu rimamo. To so moje krasne rime, ne tako dobre kot tvoje sicer. Kak si kaj? V redu sem. V redu sem, glih iz Ljubljane in strašno z veseljem prijem čez Drnovo in potem povsod dalje. V tem primeru sem prišel skrivnost. Kaj je skrivnost, kje se to snema? Ni skrivnost, to je še boljš, da povemo, ne, da se malo promovira, recimo. Tako, sem prišel v Brestanco. Luštno. Imaš pestro zdaj, v kakem obdobju smo te ujeli, ali bolj kreativnem, ali bolj operativnem? Vedno je operativno. Nekako si vedno... Glih smo po praznikih, ne vem, kdaj pride epizoda sicer ven, zdaj smo glih po praznikih prvomajskih, se mi zdi, da smo vsi nekje bili zdaj te praznike, da to je bilo pa tako nek množični eksodus Slovencov. In zdaj pa in pa prideš nazaj v mesto, v Ljubljano, whatever, in se vidi, da zdaj bi pa vsi radi začeli znova. In to vidiš po najbolj butastih stvarih, ne vem, parkinga ni danes, nikjer, ker vsi so prišli nazaj v igro. Greš v live, sem šel na neko skal solatko, potem šel sem v neko bowlo ali neki in čist, nikoli še ni bilo toliko ljudi tam, ker vsi bi zdaj po teh praznikih neki zdravo jeli. Pa tako se mi vidi, da vsi smo zdaj začeli nazaj prijeti v neko work mode. To je v bistvu kot drugo novo leto ali neki, ne? Za obljube ali pa zdaj se začne stiskati. Vreme, ki te še potegne ven v to, ne? Ja. Tisti januar zna biti tako malo, tlele je pa prav sonce, zdaj smo bili malo fraj, zdaj gremo novim zmagam naproti in tako vredi. Nove baterije nafilali in to je to. Ja, najprej bi ti rada čestitala, nedavno si postal ati. To si... Ja. The best. Mislim, again. Meni čestitati, so drugi ljudje naredili tale veliko več. Obema vama lepo čestitamo vsi. Me pa zanima, kako je to vplivalo na tvoje delo oziroma na razporeditev dela, je kaj bolj mirno? Tamal je prišel tako v pravem cajtu, več ko rečejo, nikoli ni pravi čas. Točno idealen pravi čas je konc decembra in takrat je prišel. Ker je glih konc sezone, nehaš delati in pa imaš glih malo cajta ta januar, pa tako malo se show business malenko stoji. Na počitnice so na televiziji, prireditev nekih ni, koncertov nekih ni, poroke se še ne začenjajo in je tako en lepo obdobje za biti noter, oziroma sem veliko manj stvari cancel, kot sem jaz pričakoval, da jih bom, ko enkrat bom, ne vem, pričakoval otroka, ko bom enkrat imela te plane. In je vse se zelo lepo izšlo, tudi zdaj na televiziji se mi zdi, da so mi ful prišli naproti, v bistvu me dosti šparajo, ne rabim biti v vsakem skeču, pa tako, da res lahko sem dlje časa doma, ampak tudi ko si doma, pa delaš neke stvari, pa si v studiu, pa nisi čist tam, pa si preveč nisi na telefonu, na računalniku tipkaš in to in je. Načeloma nisem veliko manj deloven, kot sem bil prej, čeprav bi mogoče hotel biti. Ampak je samo kot nekdo pokliče, ko bi delali to, pa tako, mislim, to zveni zanimivo, da bi delal to. Zveni mi fora, da bi šli, ne vem, to voditi, da bi naredil, ne vem, komat, o tem pa ti je tak fakt, to bi bilo zanimivo. Tako da zelo težko se uprem neki, da bi rekel, res pa zdaj bi, pa raj bil doma, ko da delam nič. Mislim, kot da grem nekaj delati. Ja. Težko delam nič. Pa misliš, da bo kdaj to te potovklo, v smislu, da boš me preveč... Tedensko me tepe, tako, kdaj boš ti doma, fuck. In pa sem doma in tako, kdaj boš nehal pisati, mislim, saj ni noben teži, ampak je tako, sam seb očitaš, da dej mogoče bod sam pri eni stvari 100%, ali pa pri tako, ampak načeloma, kaj se pa tega neka ta work-life balance tiče, ali pa to, ne vem, koliko bomo delali, koliko bomo fraj, res se ne znajdem, ko sem predolgo fraj. Fraj pomeni sam, da imam cajt razmišljati, kaj bi lahko počel iz branže, v kateri že itak delam. Ali je to, ne vem,
a bi nek komad posnel, a bi kak bi naredil video, kak bi neko kampanjo zapeljal, kak bi zorganiziral nekaj takega, kak bi naredil en event, kak bi naredil koncert. To mi je. In če sem predolgo fraj, pač slej ko prej začnem piliti na nečem od teh. Zagriznem neki in pol nekako probam. In pol sem zdaj v prostem vikendu ali pa prost teden, ko imaš, ok, zdaj bom delal pa še to in pol pride vsi ostali tedni, ki niso fraj, in zdaj imaš pa še eno dodatno stvar, za katero si bil tak navdušen, zdaj ti pa ful viška hodi. Mislim, ne priporočam prostega časa veliko. Aha, ok. Ne priporočam. Dok tak handlaš, je super, Ne. krasno. Zdaj, jaz sem se danes odločila, da bi šli, glede na naš potek epizode, malo v retrospektivo, ne, ti si tudi zdaj nedavno otroka, v smislu tvojo retrospektivo, Ok. tebe, Robija. Kak je bil Robi kot otrok? Robi kot otrok je zelo rad o sebi govoril v tretji osebi. Kot dete sem bil, ful sem, koliko dete govorimo zdaj? Govorimo 4 leta, govorimo 10 let, govorimo 15? Govorimo tak, začetek osnovne šole, recimo. Tako Začetek osnovne šole, ful sem rad neki muziciral. Pa Aha, pisal že, neke pesmice, takoj. pa risal risbice, pa take neke zadeve. To mi je bilo ful džir. Dobro, valjda, rolal, kolesaril, lovil ribe, celo to, Krka, vibe, ampak izredno. Pol je bilo tak začetek osnovne, 5. razred, 6. Pol so že bili neki, gremo band med, gremo špilat to. Pol bi že mogoče svoje kakšne komade pisal, ampak v osnovi je bilo vedno veliko bolj prepleteno z muziko kot s humorjem, se mi zdi. Z nekimi, vedno smo delali te neke priredbe v osnovnih šolah, pa te neke komade, pa spremeniš, pa tako. Pa tudi v osnovni šoli mi je bil en največjih komplimentov, ki so mi jih dali zdaj, ko razmišljam retrospektivno. Ker smo imeli, ne vem, imeli smo, mislim, da nek sistematski pregled, ali ne, ali je prišla medicinska sestra nekaj razlagati. A Blanka. Ne vem, če je bila Blanka je bila Blanka je za za zobe. zobe. Bila je ena, druga, Blanka je za zobe. To vsi Drugače, vejo. fun fact, jaz mislim, da ni nje ime Blanka, te Ampak gospe, ker ampak pač, da se Blanka reče pač tisti osebi, ki prihaja Ja, zlagati se ampak Blanka. v smislu, a pri vas imate tudi Blanko? Ja, pa se, v bistvu Blanko? Blanka je, ker Blanka, pa da se piše še danes Vajs, jo recimo vidim. Blanka Vajs, beli To je nasmeh. res dobro, to pa je. Ni Poklic že v zibelko. Ej, ogromno je takih poklicov, se mi zdi, Dobro. da res nimaš kaj, ko se tako pišeš, se moraš Moraš. V glavnem, ni bila Blanka, bila je ena druga in je razlagala o drogah. Okay. In po tej uri so vsi mislili, da sem jaz na drogah, v 3. razredu. Ker ona je to predstavljala kot vse ti je nekaj smešno, pa neki ful si neki zabaven, ful ti je vse v rožicah, ono tisto. In pač v razredu sem bil jaz tako, ko neki butas ga rečeš, da se vsi neki nasmejijo, pa ne vem, neki učiteljci reče nazaj, da je fora, pa ne vem, te prireditve, ko so, pa vodiš neke te razredne, kaj sem, predstavitve, pa programčke, pa te zadeve. Tam sem bil zmeri dešit. Sploh, če lahko si dobil neko oceno za to, mislim oceno, ali pa nek dobro imetje na predmetih, ki načeloma niso tak bušt. Tako da to bi rekel, da je bil humor in muzika, kaj pa pol zdaj, če študiram, je ful čudno, kako se to dvoje ni združilo že prej. V smislu, da bi počel kaj takega. Sem začel šele, ne vem, v 7., 8., 9. razredu, pa tako, ok, gremo prirediti ta komad za valeto, zato da, ne vem, ima tak drug tekst, da je fora, ali pa neke dokumentarce fake snemati, ali pa neke take stvari, to je bilo. Kaj pa recimo nek odnos do šole ali pa do glasbene šole, ne? Hodil si na kitaro. Zdaj, v enem intervjuju sem slišala, da si se učiteljicam opravičeval z rimami, nekaj na to forum, ne? Mislim, to pali ali... To, kak prekeri. Ampak načeloma mi je bilo to vedno, ja, nisi imel domače naloge že 17. in zdaj, no, pa daj neki. Bom eno pesmico napisal za vas, gospa učiteljica. Ja, in načeloma so bile vedno vse dost, hvala Bogu. Nisem imel nobenega moškega učitelja, da bi lahko to neko ali pa poslušujem, no, ampak to je vedno bilo nekje ena karta, na katero bi lahko igral, ker je v mojih očeh je bilo tako, lahko se za to tudi ful potrudiš, pa mogoče je malo drugače, malo ekstra, pa pol je tak
Dostkrat sem to probal. Torej, rekel si, da si hkratno nekako razvijal in ljubezen do glasbe in ljubezen do humorja, ampak koliko sem jaz o tebi tudi malo raziskovala, se mi zdi, da je glasba vseeno pa pač nek tak primarna Ja. ljubezen in Tako, to. tako. Misliš, da je to si od Atija Ja, dobil ali je to kombinacija vsega skupaj? To je kombinacija. Mislim, po mamini strani so bili vsi starši, oziroma vsi Vsi dedki, starši, vsi vseh 10. Tako. Mislim, vsi starši od staršev, vse generacije so imele nekega, ne vem, vsi dedki ali neki so bili neki muzikanti, pa neki, ne vem, mislim, da je celo njen dedek je šel v Ameriko s harmoniko, pa so nazaj pisali, kako on tam čist hara. Okay. Pa po fotrovi strani isto je bil fotor, fotor od fotra je bil tudi harmonikaš, pa njegov stric je bil kitarist, pa nek violinist, ki so bili bratje. Tako ful je bilo muzike izpovsod in ni bilo nikoli sploh ali ja muzika ali ne muzika, sam pač kaj od muzike te bo potegnilo, kaj ti bo pač zanimivo. Mislim, fotor je bil heartbroken, mislim, da nisem šel na synthesizere, ki smo jih imeli toliko doma, pa na harmonike, pa nič, treba je bilo začeti kupovati kitare, ker ni imel nobene kitare nikjer. Harmonik kukčeš, synthesizere kukčeš, elektronike, ritem mašine, vse to, efekti, ta neka tehniška stran, nikoli ni bilo nekaj lesenga veliko, ne. In absolutno je to ful vplivalo, tudi nezavedno še ziher prej. Nisi imel pa nobenega pritiska, kot v smislu, zdaj pa moram jaz nekaj si izbrati, moram, Ne. ali pa da bi kaj, ne vem, ti govorili, da moraš. Ne, kakorkoli. sploh ne. Kvečjemu obratno, vedno je bilo tako, zdaj, če boš imel pa matematiko 3 namesto 2, mogoče se lahko zmeni, mislim, takrat je bilo kao 4, ampak vsi smo vedeli, kaj realno ciljamo, trojko hočemo, tudi da ne greš neko Super, posebno odlično šolo za ocena. to. To pol je ta električna kitara, ali pa ne vem, če boš imel to, dobiš, ne vem, to neke te električne bobne, ali pa neki inštrument, ali pa to. Tako kot muzika je bila vedno korenček, nikoli ni bila palca, v smislu, zdaj pa ne boš smel to, zdaj pa ne boš smel ono. Pritisk je bil tako, pritisk se začne vršiti, ko je, recimo, so še drugi, vem, da smo imeli v glasbeni šoli, sva bila s enim strašno dobrim kitaristom, s Karlom Kočnarjem, sva bila duet. In pol kar naenkrat smo mi na duet in oba dva hodimo na tekmovanja, s tem, da on doma ful vežba, jaz pa pač, jaz vežbam tisto pol ure, koliko sem v glasbeni šoli, to je to. In vsi to vejo. Ampak je tako, tudi njegov fotor od Karlota mi je zapekel CD z njegovim partom kitarskim, da lahko jaz zraven na to vežbam, da bom še boljši. Tako pa, nisem tega CD-ja dal iz kufra nikoli. Ker od vedno mi je bilo totalno, ne skregano, ampak ne, da mi ni bilo smiselno, bilo mi je sporno razmišljati, da imam jaz izven šole še nekaj zadelati za šolo. Meni je bilo tako, ali pa glasbene šole. Meni je bilo tako, podpisali smo pogodbo, v glavnem jaz grem v šolo od 8 zjutraj, od 7 zjutraj do 2. Takrat se to neha. Ni domača naloga, ne, pa se ni šola. Meni je bilo zelo omejeno na prostor. In potem se spomnim, vedno so imeli te neke prireditve v 2., 3. razredu, kao, zdaj gremo pa mi popoldne, bomo imeli pa tle neke, veš, ko imaš te neke aktivnosti znotraj šole, pa greš, pa smo v balonu, pa neki plešemo, pa neki so, ne vem, nekdo pride, pa nek koncert je, pa neki ozaveščanje, pa neki baloni se spuščajo, nešto ono. Jaz vedno tako, ja, the best, v razredu sem bil tak super, to bo super, valjda, tako v glavi, tako v lifeu ne bom sploh povedal, da to je doma. Mene to ne zanima, jaz, ko sem doma, ne mi zdaj bom hodil v šolo ob 4 popoldne, ali pa ne, bomo prespali v razredu, bomo šli, šole v naravi, ker pač moreš, ker grejo vsi, ampak drugač pa v lifeu ne bi nikoli takrat pomislil, da bi delal kaj za šolo, ko ni šola, ali pa da, to je zdaj jebe, ker to lahko pol deca poslušajo za nazaj. Rod bi Petani rekel, da ne smem delati za šolo. Ja, pa moji otroci, tako, to pa res, kaj pa ti, kak si pa ti to, ne. Ja, ko sem bil jaz star tako kot ti. Ja, vemo dobro, kaj se dela. Glavnem, nikoli mi ni bilo isto za glasbeno šolo. Jaz imam tam za oddelati tisto glasbeno šolo, ker smo se zmenili, da bom znal kitaro, posledično jaz učim se kitaro in vadim kitaro tistih 2x30 minut na teden. Doma je v igri, dobro, električna kitara, ali pa ala bobni neki, ali pa tudi, če prijem klasično kitaro, špilam neki, kaj bi si sam zmislil neki, ne pa bom pa note, pa prva, ne, to
Nič, kar bi mogel, samo Nič, tisto, kar bi... kar si sam Tako, želiš, tako, logično. tako. To mi, ko tako rečeš, jaz strašno razvajam. Ampak Ja. meni moja logika mi je to delovalo. Pač kompromis naš, jaz nočem v šolo, vi hočete, da sem šel v šolo, šel sem v šolo. Dan. To je to. Da se Niti nađemo na minute polo več. puta. To je to. Kaj zdaj še neki popoldne, neki anekse? Ne, to je to. In če tako razmišljaš, pis, da lahko bi se veliko prej končalo, vse Ja. skupaj to študiozno. Ja. Da si še srednjo naredil, pismo je to. Dober si. Tudi. A pol si že v otroštvu oziroma pol tam v osnovni šoli si ti želel postati glasbenik? Mislim, nisi rad hodil v glasbeno šolo, ampak ful te je vlekla muzika, ne? Ne, da sem želel, Mislim- želel postati glasbenik, ampak sem bil tako, valjda bom glasbenik. Se kaj pa bom? Aha. Kaj pa se bo zgodilo? Kaj se pa lahko ima za zgoditi? To mi gre, pa slišim, da drugim mogoče gre isto, mogoče jim gre slabš, mogoče jim gre boljš, ampak slišim, komu gre boljš, slišim, komu gre slabš, ful imam nekega mnenja o tem, jaz si lahko zmislim neko melodico tlele, meni je to, tam vidiš, ne vem, rockstarje, ki mu je edini point v življenju ni šiht, ampak da si na odru pa špilaš komade, ki si jih napisal. In wow, jaz špilam komade, ki sem jih jaz napisal, to valjda je to. To ni, mislim, predstavljaj si, da ti, ne vem, da recimo za kirurga moraš ti iti v šolo, mislim, se ne boš ti pri 6, pri 7 letih odkril, da zelo dobro znaš operirati. To se ne bo zgodilo. Dočim, da najdeš nek talent ali pa nekaj, kar ti pa res najdeš afinitete, najdeš v čem je pa mogoče boljši, mogoče pa tam ona pa ful dobro riše, ona pa ful je organizirana, ona pa je res, ne vem, ful zna matematiko, ful kuži stvari, ona ful dobro, ne vem, bere, whatever. Pri meni je bilo to pač to in mi je bilo totalno nerazumno, da bi počel karkoli druga kot to. Torej, vedel si, da na nek način boš že prišel do tega. Ni Ja, te bilo ja. nikoli, recimo, strah, da mogoče pa ne obstaja tak poklic za tebe, ki bi ti ustrezal Pa v vsej sploh svoji... nismo poklicu, to je, Aha. mislim, Hm, vedel sem, kam krasno, bom delal. super. Še zdaj ne vem, od česa živim. Veš, kaj mislim? Ampak veš, da to je ena stvar, ki pa če boš delal v lifeu. In zdaj, slej ko prej, hvala Bogu, ta pogovor z našimi starši smo imeli čist prepozno v smislu, od česa boš pa ti res živel. Kaj boš pa ti, v smislu ta, da izresen se malo. Ta pogovor je prišel pri nas pred 24. Ne, to je, veš, hvala Bogu, mislim, hvala staršem za to, da je bilo, ok, bo že neki, bo že uno, bo že tisto in probaš to, ne gre, probaš tisto, ne, ampak nek ta podton je bil pa vedno pač muska in vse, kar je povezano z musko. In še danes, to, kar počnem, večinoma je muska zraven. Velika večina tega, tudi ko so teksti, naredim še musko. Mislim pa, teksti so na musko, pa ne vem, ko vodim te prireditve, pridem noter tako, da narediš pol še neko, ne vem, glasbeno, ne vem, nek skeč, neki komade, neki. Ampak to ni bilo nikoli pod vprašanjem, kaj bi delal. Bilo je pod vprašanjem, kaj bom zaslužil s tem. To je bilo. Ampak to je pa še zdaj tedensko vprašanje. Kako lahko mi to zdaj, kje lahko, veš, ni neke zihrce. Ampak nisem bil pa nikoli tak tip, da bi bil. Meni je bila edina zihrca v smislu, ziher bom počel to. To je ziher. In zdaj pa na tedenski, na mesečni bazi probaš pogledati, kaj bomo zdaj to res pelali naprej, pa kaj bi delal, pa mogoče bi šli mogoče malo bolj muska, ali bi šli malo bolj v tekste in kaj bomo zdaj s AI-jem in kaj on lahko prevzame v smislu, da se ne sekiram, po drugi strani v kaj ne neham vlagati, ker bo čez 2 leti totalno brez veze. Ta struggle je zdaj, ne. To je super, da si lahko bolj tak fluiden, da ni v smislu nek pritisk, kako bom jaz to zaslužil, kako bom jaz prišel do česarkoli, ampak da samo greš pa Tako, vidiš. mislim, pa pritisk je. Ja, Ampak okej. je tako, hvala Bogu, ja, imaš pa veliko enih, bi rekel, železa v različnih ognjih, ne, varianta, da imaš, lahko pa se malo na to osnujemo, pa lahko se malo na to osnujemo, pa delamo tle, pa delamo za te ljudi, pa delamo tako, pa delamo za ta podjetje, pa je tako malo, ves čas imaš neko berglo na tleh, da to zguraš dalje. Ok, če gremo mi v to našo retrospektivo, torej osnovno šolo si uspešno dokončal, srednjo šolo si uspešno dokončal, na medijski si bil, če se ne Na motim. medijski sem bil, No, prvi sem krasno. bil na turistični, A, 2 celo leti, to. mislim. Ja, ker zopet je šlo linija najmanjšega odpora. Torej, kam lahko grem jaz,
da ni gimnazijska matura, da lahko naredim maturo brez matematike. To je bilo vodilo. Matematika je bil Ja, problem. še zmeraj je problem. What? Veš, Okej. je problem. Najbolj osnovno to. In pol je bilo, kje jaz lahko delam maturo brez matematike. To smo se gledali pogovarjali na sestanku, na kaj dogaja. Doma, kje od mature in to isto. Aha. Torej, matematika je bil problem, posledično, kjer šole. Kaj mi pa grejo mi pa recimo, da jeziki, ker pač angliščina se. Ne, zdaj jeziki kot nek poliglot. Slovensko, angliško, pa ne vem, nemško, pa nekaj. Ne? Hrvaško. Valjda to Normalno. napišeš, da Hrvaško, znaš. Ne? srbsko, črnogorsko. Vse, ko prideš v Ljubljano, veš, da ni to tako samoumevno. No? Mogoče Ja, v ne. Ljubljani še. Ampak. Ja. Pol pa iščem srednjo, kam bi šel in pol je bila turistična, tako to je to. Kao, takrat sem bil še v tej fazi, ko sem mislil, da rad potujem. To, veš, ko imajo vsi to neko fazo. Ja. Tako, ja, jaz bom potoval po svetu, lahko spoznal. In najdu sam sebe. Ja, in najdeš sam. Lahko najdeš sam sebe, tudi brez da potuješ, in lahko si izgubljen, tudi če si doma, se mi zdi. Okej. To, mislim. To je pa močno. Ja, Tak ja. citat, a veš. Oziroma, vse sem narobe povedal. Ne vredno. Lahko si izgubljen, tudi če greš po svetu. To, Ja, zdaj moraš pa še enkrat, ker kad. Ja, torej, se mi zdi, da itak lahko si, lahko se najdeš tudi, če si doma in lahko si izgubljen tudi, ko hodiš po svetu. Super. Absolutno. Krasno. Tako da ni tlele zdaj bilo ničesa, kar bi me ful privlačilo, ampak sem šel tam, ker blizu je Novo mesto, turistično, zvenelo je kot, pa gostinska je bila še malo. Pa zmeri sem imel ta nek moment, gostim, frende, brat, prištimam, ljudje pridejo, naredimo event, vedno povabim preveč ljudi, vedno posledično še vedno naredimo pol preveč za jesti, za pit. In je te dva svetova sta mi bila oba dva dosti relativno blizu. Ampak pa sem pa videl, da je zraven te šole, naslednja stavba, ekonomska Novo mesto, ki pa je imela smer medijski tehnik. Ful na frišno, mislim, da je glih. Okay. Moja generacija je bila prva generacija, ampak jaz sem šel eno stran, mislim, en letnik sem šel nazaj, torej dvakrat sem šel v drugi letnik, ker sem mogel narediti diferencialce, ker na turistični nismo imeli geografije, paziti to. Kje pa to možno? Kje je skupno gostinska turistična? Pa vse je super šola, nečem, vse da best. Zdaj po mojem že ima geografijo, verjetno. Ne vem. Sam mislim, da nisem imel v prvem letniku. Aha. Ker je bilo splošno še, ker si imel in turizem in imel si pol pač strežba in kuhna, ne? Kuharski pouk vse. In je tega, ja, valjda, da je smešno, da nimaš fucking geografije, no, ampak Mogoče pa samo Novo mesto. Mogoče pa samo Novo mesto. Mogoče pa samo. Se ne. Imamo radi Novo mesto. Ej, pa super je Novo mesto. Godler ful mrzi Novo mesto, ne vem, če veš. Res? Če slučajno dobite kdaj njega na podcast, vprašajte to. Aha, bom rekla, da si ga ti... Ja, ne, to v na bistvu mestu vedo vsi poslušalci opazovalnice njunega podcasta, da mrzi Novo mesto iz duše. Da so mu čudni ljudje. Meni je super. Mislim, jaz sem hodil v srednjo šolo, vsi so navezani na kraj, kjer so hodili v srednjo šolo. Ja, sej, to je res, odvisno. Pri nas je bilo, ali si šel v gimnazijo, ali si šel v Novo mesto. Tako. In pač ne. Tako. Ali si eno, ali si drugo. Se jaz, ko sem imel ta turizem, pa sem študiral, pa da gremo, pa maštaš tako, ja, kaj pa če bi bil jaz gimnazic. In po vidiš tako ful friendov sem imel, ki so ful kazali neko to samo inicijativo. Tudi ljudje, s katerimi smo ful tako žurali, pa razumeš vse te najstniške stvari, da skozi. So se kar naenkrat tako, ja, imam, ne vem, izpit, pa se moram učiti, pa tako, forget that, what kind of, neki. Mi smo se učili za, ne vem, za res pred popravcem, pa matura. Ajde, recimo. Ampak če ni bilo matematike, kak je bil bolj popravc? Ne, matematika je bila kot snov, sem ni bila na maturi. Tudi čez 4 leta tega sem mogel, te polinomi, te odvodi, to so vse neke besede, ki načeloma vem, da obstajajo. Ja, si me zdaj presenetil, sem mislil, pa kako ne znaš matematike. Super si. Te besede znam. The words. Ja, zdaj ta naša retrospektiva kar malo dolgo traja, ko si vem. na začetku. Jaz res rad razpričam. Bomo kar malo preskočili, sem se odločila. Dejmo. Sej nimamo poleg eno veliko okno, ki jih še sam ti ne bi dal. Ja, no, sej, to me zanima, ne? Ok, zdaj smo ostali mi v srednji šoli, zdaj te pač te vidimo kot, ne vem, že samostojnega kantautorja, vodiš prireditve, špilaš za svojim bendom, špilaš za Majo, Kak si nekako preskočil pol iz nekega srednješolskega, mogoče malo linija najmanjšega odpora,
do neke te samoiniciative, jaz bom imel SP, jaz bom, Še vedno je bilo to čisto vse, o čemer se zdaj pogovarjal, vse, kar si povedala, nikoli ni bilo, bi rekel, neka, mislim, nam rekel želja, ampak neka samoiniciativa z moje strani. Vedno je prišlo to kot silom prilike, kot vedno je bilo, tam delamo nek kantavtorski dej, ko bi ti še mogoče se prijavil, ali pa, ne vem, na RTV-ju, ko bi bil ti mogoče del nas, glede na to, da si poslal tisti video, pa tako, ko ti mogoče kdaj špilaš tako na porokah, in za vse to je bilo tako, čak, pa se lahko, se bi znal to menda narediti. Vedno je bilo iz tega vidika, ker vse, kar sem se lotil aktivno, da bom jaz nekaj dosegel, je ponavadi flopanlo, ker tako se mi zdi, kot da me nekako sam vodi life v situacije, kjer lahko pol naredim to, kar čem. Ful sem hotel recimo biti video montažer za neke spote, pa to mi je bilo ful nekaj časa privlačno, ampak spet na nek način te pol life odpele stran, ko vidiš, ko tle špila nekdo ful noro dobro in ti si tle za kamero in ga snemaš in tako vse, kar češ, je tako, lahko jaz se špilam. zamenjamo. Ja, lahko se zamenjamo. Pa ne, da ti ne znaš, samo tisto, on bo to zdaj odšpilo in ko bo konc komada, on bo dal stran in konc. Jaz moram to domov priti, pa vse to dati na komp, pa bog ne da, da zgubim kakšne posnetke, pa to zmontirati, pa color grade, pa poslati, pa bojo rekli, fuck, mi si nismo to tako zamislili, pa to še popravljati, pa to na koncu, pa tako, ja, to bo računa tok, pa zakaj računaš tok, pa če ni bilo tako veliko dela. Dočim kitarist odšpila, spravi, gotovo. Isto špilanje na porokah. Imaš te imaš pa, zakaj fotografi to koštajo. Pa tak pa valjda, on se bo s tabo ukvarjal še, te bo zakon začel že škripati, ko bo on te popravil odprte oči, razumeš? Dej, valjda, ful imajo tega posla. Muzika, tudi si zasluži, keš? Valjda si Vse ful tri kamere, poglej. Ja, ker si na tisti dogodek so tudi ful dlje tam, ne? Ja. Ampak bojo te dodatne ure, oni naklepali, pa moraš biti bam, pa moraš imeti ful te neko premes, pač sej tudi. Ampak, če mi reči, da ta en moment v produkciji, ko pol rata še un del, ki je nezabaven. Ker vse, kar počnem, vse, kar človek načeloma počne, ima del, ki je zabaven in del, ki je nezabaven. Zdaj, keče samo v tem, da ti je un nezabaven del mal vsaj Da ga toleriraš. nagrajujoč. Ja, okej. tako, da ko ga narediš, je pa tako wow. Dočim pri videomontaži nisem imel toliko enega zadovoljstva, ko sem pogledal izdelek, ker pač nisem bil tak dober v tem. Aha. Nisem bil tak dober v tem. Ko pišeš pa komad, pa ko se ti rime dobro zložijo, ali pa ko en akord res ful noro dobro tam paše, ali pa ko se, ne vem, ko joke, ki jo hočeš povedati, ali pa parodija na neki, ali pa tema, ki jo hočeš zaobjeti, ful paše na en znan komad, v tem primeru, ko delamo na RTV-ju, to je spet en tak gušt, ko se tako lepo poklopijo, da je zelo nagrajujoče že samo po sebi to pisati, pa se ti stvari dobro usedejo. To je... Jaz sem kako zdaj recimo nekomu svetoval, ki hoče, ne vem, ali iti na svoje oziroma se ukvarjati z muziko, biti kreativen, ne, imeti neko zabavno službo, zabaven poklic. V bistvu mu kaj svetuješ? Da pač reče ja, pa se pol nauči. Pač tako stvar, veš. Pa ponavadi je tak folk, ni treba prepričevati, ker oni ponavadi že to delajo, kako bi rekel, ne vem, kdo se imaš to tudi, ziher imaš ljudi, pred 20 ali pa pred 60, tako, fuck this shit, jaz grem biti kreativen pa neki. Ampak v osnovi so to ljudje, vsaj ko vidiš, s katerimi ljudmi delam, vsi imajo zelo, zelo podobno pot. Ko tako razmišljaš, vsi so to počeli od rojstva, vsi so bili tako, v tem sem dober, to so ljudje tudi prepoznali in jim je to domače. Predvsem to, da stvari, ki so drugim ljudem izredno, izredno stresne, da nam niso. To je samo to javno nastopanje ali pa izpostaviti se, ali pa to je ena stvar, druga stvar je pa specifično v tej branži je pa tako, da se zelo selekcija naredi samo v tem, koliko časa si ti pripravljen delati zastonj. Meni se zdi, da je tle to eno, čeprav zdaj te nove generacije baje več nema. Baje, da imaš že ta Gen Z, pa tako, ko so že tako, po 14 jaz bom zdaj urejal filmčke in hočem, da mi plačaš za njih 4000 €, naredil sem 2 do zdaj.
Pa če morata, ok, vsaka čast. Ampak se mi zdi, da smo sploh te neki pa muzičari, pa neki pisci, pa to ful dolgo delaš za kikiriki, da pol, ko pa začneš, bi rekel, imeti malo več odgovornosti za neke projekte, imaš pa, hvala Bogu, toliko zaledja, pa toliko ljudi, ki si jih spoznal v tem času, da jih pokličeš, pa toliko, ne vem, opreme zakumuliraš, pa toliko enih izkušenj imaš, da pa ti, ok, lahko ti to zdaj, ne vem, zrežiraš eno proslavo ali pa neko podelitev v nekem Cankarjevem domu, pa morajo biti, ne vem, luči štimat, pa, ne vem, kamere, pa lučkar, pa vmes, ne vem, govori, pa funny songi, pa band, pa LED screeni, grafike, videe, skeči, pa to, pa vse to, da nekako štima. Pa to, čakaj, pa se to sem delal tle, to sem delal tam, to sem delal tam, in pa se ti to nekako zloži in tako rečeš, ok, verjetno ja, pa si itak ful nervozen. Ampak ta nervoza je, neka fora v njej, no. Je pa si še danes nervozen, recimo, ne vem, Ja. pred špili, pred stand-up predstavo. Ja, valjda. Je kaj pa, ko snemate v studiu, verjetno ne. Ali? Tudi, tam je pa čisto zato, ker snemajo RTV kamermani in snemalci, Mhm. ko so tako, videli so že vse. Ti jih ne moreš oduševiti, absolutno jih lahko pa razočaraš. Hm. In je tako, preber, trotl boben imaš, kak težko je. Sam preber, ne more se ti fuclat, ob 6 bi šel domov. Valjda, da hočeš biti the best. In prebrati, in se ti ne zatikati, in tako, in je en cel drug pressure. Poleg Ja. tega moraš, ne vem, za 5 stvari včasih, jaz hvala Bogu ne toliko, ki so pogruntali, da ne, ampak moraš za 5 stvari pa mora biti točne, ker ne bo to, sploh na naši oddaji specifika taka, da ni postprodukcije, da se snema live to tape. Znači, kar mi posnamemo, tak gre v eter, ni zdaj, ne, govorimo o pač muski, pa o uletih, pa o studijskem delu, pa to. Tako da tudi imaš, iz enega druge strani imaš en ta respekt, nervoza, tudi. Zdaj, šli smo že v ta pogovor, z čim vse se ukvarjaš, kaj če bi zdaj mogel nekomu razložiti, s čim vse se Robi Petrjan ukvarja? To smo se zdaj, smo glih bili na dopustu in je kolegica, ki je doktor ginekologije, je bila tako, Bravo. pa nas ostalih 10, ki je bilo pa tako, kaj se lahko mi gremo zdaj eno igrico, vsemi se poznamo od 6. leta. Lahko se gremo igrico, da vi meni povete, kaj fucking delate v live. Ker pol so pa tako spet, on dela animacijo za en startup in je project manager, ne vem, ona testira, ne vem, buge pa kodo v nekem programu, ker tako veš, vse so neki brezvezni programi, tako da meni najbližje, kaj zdaj trenutno pride, ker sem mogel takrat razmišljati o tem, je pisec zabavnih vsebin in glasbeni izvajalec. Ok, to se dobro čuje. To se sliši kot, to je zelo, kako se reče, umbrella term, to je zelo en tak vseobsegajoč izraz, ki pod tem se marsikaj skriva, ampak v osnovi je to. Načeloma če delaš neke zabavne vsebine ali na eventu, ali na videu, ali na, ne vem, produkciji, ali na stand-upu, ali na neki, To zajame vse to skupaj. tako. Okej, Zdaj pa, okej. če je to vnaprej video, če so video, ne vem, audio skeči, če so to komadi vnaprej posneti, če so to izvajanje šov, tako, ja, pa pač poroke, ker poroke so pa pač samo fora. Zmeri. Poroke so pa fora. Ja, no, mene zdaj baš zanima, kot nekoga, ki se isto veliko migrira v Ljubljano, ne, me zanima, koliko časa preživiš na cesti, oziroma kako vse te svoje zabavne vsebine v en teden spraviš, oziroma kako izgleda nek tvoj teden, dan, karkoli. No, tako, si pravim, nervozno ratam, ko pridem domov, pa je tako ura 6, pa tako, zdaj pa je to. Zdaj pa nič se ne dogaja več do jutra. Takrat je tako, super mi je prve pol urce, pa če grem jaz malo na kavč, pol je pa tak fuck, od česa bomo pa živeli, kaj Okej. pa imamo zdaj kaj delati. Tako da je naporno v smislu, ves čas je neki, ali moraš nekaj posneti, ali moraš nekaj rešiti, ali moraš nekaj napisati, ali moraš nekaj voditi, ali moraš se odpeljati nekam v Slovenijo nekaj nastopati. Ves čas je neki, je pa toliko zanimivih, mislim, toliko različnih stvari, da je vedno nekako zanimivo, da ne rata monotono. Edino, kaj je monotono, je ta vožnja, ja, ampak ko je vse drugo v lifeu tako polno tega, je tudi ta vožnja. Včasih sem že pri Škofljici, pa tako spomnim radija prižganega, spomnim Aha, pogruntaš. v bistvu se malo miriš takrat, Ja, tako. odklopiš na nek način. Razen ko pride pol, ne vem, december, takrat pa sem že parkrat zdaj razmišljal in tudi že, bi rekel, implementiral par
frendov in žlahtnikov, kot dej, jaz moram priti, danes imam predstavo, ne vem, v Mariboru ali pa ne vem, na Ptuju, dopoldne je pa, ne vem, v Piranu neka konferenca, pa moraš, veš tako. Helikopter. Ampak fora je v tem, ker jaz v avto lahko ful naredim, če ne vozim. Pač greš na zadnje zice, daš komp ven, tipkaš, pišeš komade, tako da rabim sem človeka, ki bi šel in bil šofer od tle do tam, do tam. In to v kakih bizih tednih je to, kar se je izkazalo kot Kaj pa vlak? Si kdaj pomislil na vlak? Krasno. isti dan. Od Portoroža gor do Ptuja, v istem dnevu vlak, že avtocesta. Okay. Ampak ja, sem razmišljal o vlaku in se vozim, ker imam tako srečo, da sem doma zelo blizu železnice v Brestcah. Greš na vlak, RTV je tam in greš nazaj. Ampak ponavadi, ko si v Ljubljani, pa si moraš pol zrihtati še nek sestanek takrat, pa kar naenkrat to je rata. Super je, če ne rabim imeti opreme s sabo, če da moram prinesti s sabo, ne vem, pedal, pa to, pa uno, pa tisto, pa kitare, pa tri, pa outfit, pa tako. V osnovi pa je tudi v uporabi. Zdaj, imaš ful zanimanj, ful stvari delaš, ampak predvidevam, da ta neka konstanta je pa kaj dogaja v bistvu, ne? Vsak teden moraš dostaviti torej nek sketch/pesem, kak je to v smislu, a že vnaprej lahko posnameš, a to na začetku tedna snemate, nekje sem čula enkrat, da v ponedeljkih ali kaj snemate, a to se že spremeni? Danes je ponedeljek, danes smo na sestanek in smo se zmenili, kaj bo kdo posnel. Jaz moram posneti komad, glih se je začela matura in moram narediti nek komad, trap komad na maturo. To sem prišel s to željo, ko hočem ponuditi ta brt, nauči se brt. To mi je, to je nekak fora, mogoče, ko lahko to naredim, v redi. In posledično imam danes za to spisati, zato ker moram zvečer poslati RTV-ju, kaj bom rabo za videospot, torej kaj od outfitov, kaj od scenografije. V sredo se to snema. Pa moraš še band preštimati za, band preštimati, se so hud band, nimam iz kje jaz veliko. Ampak je pa treba napisati, ne vem, malo trasu pa glasbeni ulet. Tle smo z Igorjem Brečičem večinoma, do predprejšnje sezone je večinoma on čisto vse napisal, zdaj si včasih porazdelima, še vedno ima on pač, bi rekel, roke nad vsem tem, ampak je treba napisati pol še kak funny song, pol z bandom mogoče kaj prevežbati, če kaj bolj težkega, ne vem, prejšnji teden smo imeli Kataleno, 2 tedna nazaj in je tako, Katalena ima pa že neke zajebane ritme, pa signature, pa tako, to je že treba vedeti, zakaj se gre. Pa pač pride, sreda se snema, četrtek je čas za neke druge stvari, torej ponovadi predstave pa to. In pol petek, dopoldne ob, ne vem, 9, pol 10 iz Brežic greš, naložimo opremo, pridemo gor, postavimo, malo zvežbamo, snemamo to na tisto gor dol in priješ ob 11 zvečer domov. In je to klasični petek in fantastično je. In jaz ne morem bolj uživati. Čak, moramo samo omeniti, hud band je predvsem zato, ker ima tudi nekaj Posavcev noter, če se ne motim, a ne? Torej, zato je hud band, ne? Samo zato je hud band. Ti v bistvu imaš Posavje take over na RTV, ali Ljubljano, kar vse, celo vse. Res mi je, grozno. Naš saksofonist zdaj je še, so ga popukali in zdaj špila per Janu Plesenjaku, saksofon. In to, mislim, tako, veš, in ne vem, pevka poje per Nuši Derenda, klaviaturist Jerry, on je špilo z vsem bogom, že Julian, tudi tlele. Mislim, to so muzičari, ko sem jaz tako, ne da te bom jaz se pa zdaj imam veze v Ljubljani, pa te lahko spravim na RTV, ampak je bolj tako, jaz končno lahko fakat pokažem na RTV-ju, kak dobre muzičari imam. To mi je ta moment. V bistvu hočem, bolj mi je flex, kot mi je neki, da probam neki zrihtati. Bolj mi je flex, tako kak hud band, pa nobenega še niste videli. Ampak zdaj jih Pa lahko te vozijo v Ljubljano, ti pa delaš na zadnji zicih, krasno, ne? Ne morem, ko bom jaz v avto. Se nazaj me včasih pozijo, to je res, čisto iz drugega. Smisel, da je to, da si, ne, prijetno s koristnim združil, pa je to. To bi bilo dobro. Ampak je fora, jaz sem zadnja, jaz sem Brece, pol naslednji je Krško, pol naslednji je Šentjernej, veš, pol lahko zdaj sem do neke točke. Breste so zmer zadnje, logično. Tako. Hotela sem da vprašati, če imaš kdaj feeling, da se boš kdaj izpel, jaz mislim, da se lahko že samo. To imam največ problema s tem, če je ful nekih reklam. Se probaš to nekako planirati, ampak kot smo
vzpostavili, večinoma jaz sam rečem ja na stvari, ki pridejo. In pa se ti včasih zgodi ta problem, da pride nek projekt ne vem, predlog za projekt pride, sicer ne vem, en pride januarja, en pride, ne vem, maja, en pride septembra, ampak včasih se pa pol tako poklopi, da pol vsi ti produkti na koncu pridejo pa pol istih 3 mesece ven. Pa si pa na televiziji za, ne vem, za kaj dogaja, pa si pa še v reklami za kajenje, pa si pa še za reklami za agencijo, pa si pa še in pa hitro je tak fakt, pa res Preveč ni, da to vsega. ni, da planiraš to, ampak ni pa najboljš, veš, ker če delaš samo muziko, pa si jaz sem podpisan, nobenega ne zanima, kdo je napisal, pa si lahko ti za 7 firm v enih reklamah, vseh 7 si ti napisal. Čim je pa tvoja faca zraven, je pa tako To je res. preveč te stvari. Se mi zdi, ok, v tem fohu, ko si pač javno nastopaš in vse, je tako ali tako pač nemogoče biti vsem všeč, oziroma pač ni Ja. šans, ne. Kako pa ti, mislim, a ti je bilo kdaj bad, v smislu si kdaj hotel biti vsem všeč, pa si pol ugotovil, da pač to tako ne gre, kako se prijazno s tem? Sem všeč. In zdaj vsak video iz kaj dogaja, mi ljudje pojasnijo, da uzalud. Ampak, kaj še rekel, mislim, ful je različnih hejterjev. Saj, če imaš ti sam hejter, eni so duhoviti, eni so duhoviti. Model mi je zadnjič napisal, da zgledam kot Tintin iz Bulgarije. Oh my god. Ok, ja. I love this. Vidim. Krasno. Ja, po drugi so pa samo, ne vem, RTV-ovci, plačanci, tisto levo desno. Kar je pa pač spet drug ekstrem. Ampak pol, ko vidiš, kak se večji, ko si, bolj uspešen, ko si, več je tega, bolj na osebni noti, veš, da ti vidiš, kaj napišejo Tilnu, ali pa kaj napišejo Avdiću, ali pa kaj pišejo, ne vem, Perici. Tisto je pa stari, tisto je pa malo že bruka, no. Bruka v smislu problematično. Verjetno bolj starejši, ko si, več izkušenj imaš, bolj si izpostavljen, tudi bolj odporen si, I guess. Ja, to je res. Prvi hate comment, ko sem ga dobil od nekega random človeka, je bil tako, no, zakaj sploh jaz to zdaj delam, to bo grozno, to bo kurat, to ono. Pa je rekel Bizovičar, jaz sem bil na kavi zraven Tromostovja in se je ženska ustavila. In rekla, spoštovani gospod, vi ste pa meni tako zoperen, da vam tudi roke ne bom dala. In je šla, razumeš? Si ne rabiš dati roke, Ja, mislim, kaj. Ampak če reš, vsaka čas, no, zgleda, moraš to handlati in to pride zraven. Ok, to je neka Pa postranska spet, pa da stvar. smo si na jasnem, nismo še niti približno nisem tam, da bi imel probleme s hejterji, ker sem še zmeraj very low profile. Nisem jaz nek zdaj prepoznavna oseba po Bogu, ne. Ni tako, da bi te v mestu, ko hodiš po mestu, da bi te ustavljali ljudje, sliki se, itd. Ne, sploh ni tako. Včasih tako, ne vem, po moji otroci ful to radi poslušajo, pa ne vem, zdaj smo bili v neki gostilni, pa tako je kelner bil tak, se slikam, ampak ni, da jaz ne morem čez mesto. Sploh pa v Brezcah, veš, ko v Brezcah si pa tak domač. Ja. Brez sem pa, imam občutek, da je tako, se lahko si msne lase, pa ne pobrit, pa v trenerki, ki glih kosim, pa mi je svalilo, ne vem, benzina, pa grem v Merkur, pa grem spročil, tak. Tam pa se mi zdi, da je čisto domačeno. Jaz sem te mislila še prej nekaj o muziki vprašati, oziroma, torej 5 let nazaj, leta 2021, sem pogledala, si izdal debitanski album. Ja. Ni za konje dirka, ni za srečne raje, drugače ful dober, sem ga ful poslušala. Pol so bile neke govorice o drugem albumu, da se ne, mislim, nekaj tako, no, slučajno, je posneto, tako da obstajajo posnetki, ja. Jaz sem rekel, da bo drugi album. Pač ne, rekel si, da nekaj materiala že imaš, Ja, to imam, pa me zanima, če to kaj zdaj iz tega bo, ne, upamo, da ja, da ne, nič. Bo, ko bo, če bo, enkrat bo. Ne, mislim, tako je, že tak je nehvaležno delati drugi album. Vedno. Ker je prvi ti je bil tak iskren, pa narediš to, kar si hotel. Drugi je pa zdaj že za vsak komad, ko pišem, je tako, kaj jaz to pišem, kam je to cool, ali pišem zato, ker upam, da bo drugim cool. Tako, ker prvi album je bil ves, sam, to je meni cool. Zdaj pa to najdete, če bo to zdaj. Imam par komadov, ki bi jih dal ven, ki jih bom dal ven. Ampak ne bi se pa zdaj tako. Lahko da si bom odločil en teden in ta teden moram zdaj posneti cel album, ker to mi najbolj gre, če se tako lotim sam zadeve. Ampak absolutno nimam še v planu tega tedna imeti kaj kmalu. Ok,
Torej, upajmo na najboljše. Glej, Ja, tako da. sure, upajmo. Torej, čim manj deadlineov, pa boš več naredil, če bo manj deadlineov, ali kako naj to rečem. Veliko več bom naredil, če imam več deadlineov. Aha, ne, ampak jaz mislim, veš, kako ni pritiska v smislu, da moraš dokončati, ampak boš pač Tako je, če bi prišel, to je ta catch, ne? Ker za moj avtorski projekt si jaz postavljam deadline, posledično never. Če bi nekdo naročil album, lahko se zmenimo, čez 2 tedna dobiš master. Torej, ti ga mora samo nekdo naročiti. Ja. Ok, noted. Dobro, Ja, ja. ready. Ok, lahko govorimo še o enem naročilu pesmi, in sicer Brežice. Torej, napisal si, režiral si tudi ti? Ne. Aha, si boš brat. povedal. Ja, Ok. Darko je to režiral, ker jaz se lotim napačno. Jaz bi sam posnel vse kadre na vseh lokacijah in pol v montaži sam sebi jebo mater. Ja, sej v To je to. postprodukciji se vse reši. Ja, se ja, reši, ni tako. panike. Veš, on pa že ve, lej, tle bomo posneli samo to, ker samo to rabimo. Ne rabimo zdaj 6-minutnega komada snemati na 46 lokacijah, ampak dajmo to, kar vem, da bom pol ponudil. In je ful bolj organiziran in ful ima več vizualnega čuta in ful ima neke dobre ideje vmes, tako da jaz sem tle imel samo musko pa tekst. Pa še z musko smo imeli en jam session, ker smo ga pol, vse so napisani avtorji, bil še Kristjan je bil še, Anže, pa da je to tako. Torej, ja, napisal si eno super video razglednico v bistvu Brežic, himno Brežic, eni celo to reči, ampak je fajn, ker se jo lahko predvaja in na nekih proslavah, in na nekih šolah, in tako v avtu si jo lahko zavrtiš v bistvu, ne? Meni je, Tako da je čisto multifunkcionalna. Mislim, to je bila tak ful maček v žaklju in ful hvala Bogu za PTM in za občino Brežice, ker oni res niso vedeli, kaj bodo dobili. To je res. Zelo malo, ker sem imel sem željo oziroma zahtevo, kao jaz bom to naredil, sam, ko bom spisal cel tekst, more biti tak, kot je zamišljen. Ker čim bi mi to pol šli vsem, ki smo jih omenjali v preverbo, ali pa Bog ne daj vsem, ki jih nismo omenjali v preverbo, ker že taki 6 minut dolg komad, pa za kanasni, pa o tem si povedal premalo, pa o tem si povedal napačno, pa to zgleda, da se norca delaš z nas, sem rekel, sam ne mi pride z popravki, mi imamo to odgovorna oseba na ZPTM-ju in krog njegovih ljudi in jaz. In ni tlele zdaj neki. Kaj je bilo, recimo, kaj smo spreminjali, je bilo ena linija z Arkanom, ker pač je mož od Cece in je bil... Pa smo to malo drugače zapeljali noter, da še vedno se omeni, kdor ve, nismo ga pa omenili. Aha, prav imensko. Imensko, nismo ga hoteli omeniti. Jaz bi ga omenil, ampak sej v retrospektivi spet je ful lepo, ko smo se pogovarjali z Slovensko vojsko, da smo lahko snemali na letališču. Ok, ampak mi pa ne smemo biti asociirani z Arkanom, niti pri bližnji. Kako si predstavljaš? Ker bruka pa dejansko zaradi tega mislim nekaj. Ja, seveda, mislim, to je lahko, to se lahko nekdo tako spotakne čist brez veze. Tako da smo mi pol to spremenili na tekst, je bil kao, tudi od Cece, neki kao. Neki, da še neki... Tega peca, ceca. Ja, tako da Brežičana peca, neki pa magari ceca. Zdaj bi lahko dali ta klip not. Tako je, lahko. Če imamo avtorske pravice, če dovoliš. Moje imate, ne, če imate od cece. A imaš ti od cece? Mi smo to dali tam premajdi, se kaj vrtel, videl smo to cece in polikaj znam za jedan grad, zove se Brežice. Take neke joke, to podarko uleti noter s tem. Tako da to smo spremenili, kar se tiče teksta, pa nek glup joke sem imel noter na Vizjaka pa Petana, ker glih takrat je bila ona afera, kao, ko se, ne vem, prisluhi, pa ne prisluhi, prvi prisluhi. Aha, zdaj so že več, ja. Ja, zložika, kao. Pa takrat je bilo to aktualno, pa je bila fora, ker sta oba iz Brežic, ampak pol je bilo tako, to se sem ne postaralo. To se ne dobro postaralo, kot da bi dal zdaj neko afero iz nekje potegnil ven, ko ni več. Ja, si to res, čez, ne vem, 10-20 let lahko si vseeno zavrtiš tako malo, pač so neke stvari, ki so aktualne, upam, da bojo, ne vem, Čateške paradiz so še vedno tam. Ne samo to, take, ko so zdaj. Ja, Čateške, ja. Ne, super, to. Ful obnavljajo, ful imajo neke nove savne, pa to bogane. Ja, to res imajo, ja. Ampak dobro čau bi bil. Res bi bil, ja. Ampak tako, v bistvu, kako si se lotil tega komada? A si tako koga za pomoč vprašal, ne vem, ali si sam šel v neko retrospektivo, pa si napisal, aha, kaj imamo vse v Brežicah, imamo to, smo šli, in to skupaj pač dal.
Tako. V svoje. bistvu smo šli stvari, ki jih moramo izpostaviti, stvari, mislim, torej te klasike, torej valjda Podvodni stolp, pa, Viteška, ja, pa ja. ne vem, pa grad, pa Viteška, pa ne vem, imaš pa kar naenkrat, pa Sotočje, pa kje so, mislim, ko je pa občina Brežice, pa imaš pa te turistične kmetije, pa imaš, veš, mi še zmeraj ogromno stvari Naša ni nismo bila omenili. omenjena, Ja, ja, Globočice ni bilo omenjeno. no, vidiš, se pravi, pol na Brežice moje mesto, oziroma zdaj je Ja, v nas smo pol promenada. na promenadi smo imeli pol dodatne kitice za vse ljudi, Cool. ki so To sem izpostavili, pozabila. da jih ni, pa smo jih pol omenili, pa veš, pa imamo, pa že od takrat pol dalje raste stvari, pa ne, se spreminjajo, pa se obnavljajo, pa se na novo postavljajo, tako da v osnovi je bilo, kaj moramo omeniti, pol je bilo, kaj mene tišči, da bi rad omenil, kar mi Kaj je pa res so bile smešno. recimo te neke stvari, tako čez top stvari, ki so te Meni je bilo tiščale? recimo- Meni je bilo recimo zelo lepo, da imajo Brežice porodnišnico, A, ker ni samoumevno, pa mhm. cel cel je malo najgi, če bo ali ne bo. Pa najmanjša je, ne v Sloveniji, tak. Ja, Mislim, da je. Ja, ne, mislim, da. je. Mislim, da. In je res ono, take, ne vem, to ne vem, če je, lagda. Najmanjša? Ja, Jaz mislim, da je. je. Bomo zdaj tudi No, ja, da preverili v ne postprodukciji. zvezdico, tretje najmanjše, ne pa prosim. Ne, ne, jaz mislim, da veš, kakor ni jih toliko veliko sploh v Sloveniji. Ja, vem. Tako da, Dobro vem. Ja. Tako da, seveda, ne pa se mi dosma, z največjim veseljem smo prišli v Brežice. Tako da ni bilo vprašanje. ni bilo to sploh vprašanje. Perica me je zabavalo, kako izgleda porodnišnica Brežice, kam ima tako ena ženska, pa en lavor. Zato stari, pač ko je zima, imamo še nadstrešek. To. A ja, čak, to me še zanima, ne? Mislim, ti si kot Brežičan predstavljaš nas v Ljubljani, širni, daljni Ljubljani, a se kaj norca, mislim, predvidevam, da se delajo norca iz tebe, ne norca, mislim, tako. Mislim, ne, A se mislim, ti iz njih Brežic. na drugi... Iz Brežic. Ampak veš, okej. dost, kaj je zanimivo, je, da ogromno ljudi, s katerimi delaš in so kreativni in so ful, bi rekel, en zabavni in gonilo teh nekih projektov, v katerih jaz delam, noben ni Ljubljančan rodom. Vsi To so pa to res, iz nekje. ja. Cela ekipa, kaj dogaja, Ljubljančan je Admir. Aha. To je to. Vsi ostali En so- mora biti, en mora biti, za tako. število. Vsi ostali valjda živijo zdaj v Ljubljani, ampak ni, so Štajerci, so Primorci, so gor, ne vem, Prleki, so ono, ni da ni. In mi je ful ta nek moment malega kraja, mi je zelo ljubno. Jaz sem rekel si ne, vsi ostali živijo v Ljubljani, ti pa ne živiš v Ljubljani. A si kdajkoli imel pomislek, da ti mogoče pač, ne vem, Brežice oziroma pač naša Ja. okolica pač ne da dost v smislu tudi Ne, sploh ne. daljine, bližine in to? Ne, Nikoli nisi bil, ne, bom se nekje tem- preselil v tem se- kuflico ali Če pa imamo nekam. 3 NKD, kaj hočeš več? Nimamo 3 kva? Ker niso bili 3 na neki točki, no. Ne vem, no jaz vem za enega, lej, ne vem. Vse, ki vas ne more tožiti, ne. Jaz ne vem, kaj s tem enkrat. Zakaj vedno imaš toliko nekih NKD-jev, pa vsak shopping center daš NKD v life, nisem nič videl nekoga, da bi neki tam To pa res kupil, zmeri so drugače. neki baloni, neki se otvarja, neki se zapira, neka akcija, kaj lahko dobimo Miller, če že neki. Se bo, tukaj pri Eurospinu. Menda. Čeprav, ne bo. Veš, kaj bo? Kaj? NKD. Ne, jaz mislim še kot McDonald's ali Ne, nekaj pač. takega. Ne, druga Justice for Intermarket, ne. Ker v Intermarketu bi mogel biti McDonald's. Jaz rad, jaz. To je moj najljubši trgovski center, drugače. Kaj Prideš noter, predvaja se Radio Aktual, veš, nekjer se predvaja Radio Aktual, tako nek to še projski krasno, To je super. to. To sem imel v tem komadu o Brežicah. Kaj Res? smo, ja. A ja, to, pa Kak to je sem pa svalila očetno. Brežice, zmeri kot na morju, mal, Brežice, v Intermarketu zmeri Radio Aktual. Ker to je, To je pa res, ja, to je čist nekaj drugega. Ver- Ne tako te stop shop, no, sorry, to, ne. Ampak ja, žal pa, Ja, vedno, internet vedno je bolj to to. prazen, skoraj zgornji štup. trgovina, ki vas preseneti, pa zdaj, ok, bom naredil malo reklame, ampak tako, Dej. pač si omejen s tem, kar imaš v Intermarketu. In zadnjič mi je bilo dolg cajt, jaz sem šel v Merkur in potem sem šel zraven še v Nold. What? Čak sem kaj, nolt je kaj, ribiška oprema, Ja, lovska to bi oprema. človek mislil, ampak vse, stari, pištole, ne vem, Za neki, ribe? ja, pištole za ribe, ja, imenuje se harpuna, ampak A ja, imajo. okej. Imajo, razumeš, pa neke samostrele, pa neke, ne vem, neke lučke, čelke, neke, da, ne vem, nek urin od neke živali, da smrdi neki drugi živali. Tako, Ja. tako noro, crazy. Mislil sem se še vprašati, ok, ne, sem Noži. govori... Dobro, ok. Pač, Dost o orožju.
prosim. Nas bo še vojska, ne se. Ja, ja. Če kaj smo hotela vprašati? Aha, da zdaj govorimo o tem, kaj vse Brežice imajo, zakaj so super, zakaj ne iti stran. Kaj jim pa mogoče manjka? A jim kaj manjka? Pa manjka, jaz sem mislil, da sem Brežicam manjka, ampak to vsem manjka, še Ljubljani manjka. Manjka nekam, da lahko greš zvečer, valjda. Pa manjka, ka lahko jaz, če bi bila moja srčna želja, da bi v Brežicah lahko dobil nekaj za jesti, kaj ni kruh. Kaj ni kruh? Ja, da ni Misliš, kaj pica, kot da ni burger, da ni testenina. test- Da si kaj pa pol je, Bovle. kaj bowla. riž, Ja. azijska, tajska, mehiška, dobro. Jele, kitajsko imaš v Krškem, to je pa tudi to, ne? Ja, veš, neki bistro, kak dober bistro, kak neki, da to malo tako pomeziš, Poslovna ideja. neki fora. Pa, veš, kaj je bilo kruto, ko so MC Brežice dali za 1. april, ne vem, če veš, Za 1. april? za 1. april so dali joke, nekaj novega, delali bomo bowle, takoj vam je fucking kur, ne sam, da se šališ, ampak očitno vidiš, da bi to folk rad imel Ja. in ne greš v to. Ja. In takoj, ko bo naredil, valjda grem jaz tam. To je res dobra Nekaj ideja, takega, nekaj, pač. da pač, ker je huda je the shit, reset je the shit. Krasno. Mislim, pač ne vem, kam imaš še, fucking na tržnici, baje imaš strašno dobre stejke. Imaš stejke? Mislim, A je tam, a lahko jih čvape, kupiš, a zdaj bi nekaj tisto? tudi. Aha, okej. Ne, kaj no, zdaj, again, da ga prosim tlele noter zreš, ker se ga ne morem spomniti. Čakaj, pri mesarja tržnici bomo. imaš krošelj. Krošla, A valjda, ja. imaš krošla, tam ful dobro mesto dobiš za vse te. Pa zdaj, ko bomo začeli to fucking, ne, pa dobro, imaš fucking točko, ki imaš poleti, okej. vsake poletno, ampak imaš krasne, Pa imaš dobro hrano. imaš dobre ja. banse za burgere, izredno dobre, pač burgeri tam, crazy shit. Ampak sem tako, zdaj pa neki še, kaj bi lahko bilo tako, ali pa ne vem, bil je Green Bean neki cajta. To sem glih jaz mislila reči, imela sem na koncu jezika, ampak tam so bili bolj smuti, pa to tako breakfast stvari. Ja, Ne tam vem, če je bila tako prav bowla. Je bila tako ne, bowla? ni bilo tako bowla, meso? bil sem pa vsak Mislim, petek. da je bilo sem vse imel tako so bili neki vegansko. hudi Sendviči. Ja, pa neka, sam da je, ne vem, pa kakšna dobra juha. Ja, juha pa sendviči. To je Ja, bilo, ja, to je bilo bravo. pač. Ja, ja, kaj ja. je po moje, mogoče so bili malo pred sajtom, pa mogoče bi bilo dobro, da delaš še malo pozneje kot do 2. Ampak vse ostalo, Ja. the shit, ono, super, ne, nekaj v tem stilu, to manjka, veš kaj manjka? Manjka en koncertni plac, ki je malo večji kot mala dvoranca v MC-ju, pa malo manjši kot velika dvorana. Tak malo bolj nek, Ja, recimo intimen, sem ne preveč intimen. ja, spet. recimo, veš kaj manjka? Da bi Ne, jazz zdaj pub, si preveč vem, razgovoril o da tem, bi kaj jazz manjka. pub vrtel jazz. To Ja. manjka. Vse imate, tako najdražje stvari že imate. Mm. Imate slike, imate mood, imate Ja. fucking tam noter tistega inventarja jazzovskega za ne vem koliko keša. Kaj te košta, da sam prestaviš iz radio, pa daš, ne Ja, vem, ja, ja. Spotify jazz, nešto. Ja, to se še zmenil s numerologom. Ne, pa nekaj njim dogaja to, ni da oni ne Ja. razmišljajo o tem, samo jim dogaja druga muzika. Ja, ja, ja. ja. Kar je v redu, sam tam je bil bolero, tam je to ne. Joj, dobro, to je že ogromna retrospektiva, ampak Pa ok. kaj nam falijo, branči nam falijo. Ja, Nekdo, čakaj, ki bi naredil taca, taca ti ima jajčka. super, začetek. Jaz sem tudi se pohvalil vsem Ljubljančanom, gremo na branč, pridejo tam, Klasna tak, brunch place. ja, zakaj so na vaflih trdo kuhana jajca. Tako vsa druga jajca bi šla na vafel, ne pa trdo kuhana. Kar tako, ok, ampak ko vidiš, da vsaj gremo v pravo smer, imamo vafle. Ja, super nam gre. Sej tudi jogurtlandija se lahko šteje kot brunch. Ja, Sladki ziher. brunch. Sladki branč, pač valjda. Pa full je the shit hack. Ne vem, če imajo v meniju, ampak v hudi, če naročiš sem te, pač ala antipasti, malo te, Aha. malo narezkice in to. Aha. Vrh. Aha. Sem nekdo, da bi še Dober. jajčka fino naredil, pa smo zmagali. Glej, poslovna ideja za nekoga, ki to posluša. Upam, Jaz to poslovno idejo vsem mojim frendom. Sponzoriraš, podpiraš. Več kot hrenovke jim probam prodati, da je fucking odpri, ko bomo prišli. da. A imaš zdaj ti tako v prihodnosti kakšne cilje? Čakaj, ne, da sem zdaj narobe. Kot danes? Čakaj, to bo. Ne, hočem da vprašati, recimo, kam, v kaj se boš fokusiral naslednje mesece. Da gremo malo stran, zdaj, ok, iz Brest. Aha, Breste so ok. super, ne manjka jim veliko, čeprav smo ugotovili, da je v bistvu jim veliko manjka. Naslednje mesece imam tako. Kaj je tvoj fokus? Ali Fokus bolj, mi je, ne vem. fokus mi je otrok, pa fokus mi je nov plac, ki ga najemam. En malo večji studio slash center za video, skladišče, opreme, take neke zadeve. Da Ok. to malo nekako spravim up and running, da to.
To mi je cilj, pa valjda oddajo, da poharamo, pa kaj bi rekel, dajmo reči, da mi je zdaj cilj, da si postavim ker po mojem to pride skupaj z otrokom, ampak bi rad imel samo to, kar počnem, da bi to bilo malo bolj ziher. V smislu, ne da načeloma še vsako leto nekako priletijo projekti, pa je to kul. Ampak letos je pa tako, kaj pa če, Kaj pa če ne priletijo? ja, kaj pa če ne Kaj pa če priletijo? nič ne leti? Ja, tako, kaj če, ja, tako. In je ta nek moment, ki je vedno prisoten, ampak se mogoče ga zdaj z otrokom malo bolj zavedaš. Aha, okej, to je res. Kaj pa mogoče nismo se nič pogovarjali recimo o tvoji stand-up, poti, mislim, Jaz je sem, še jaz kdaj sem samo, želja jaz sem samo pijavka. sodelovati? Jaz sem pijavka in ali se prepopam na enega perico, ali se prepopam na enega artača. Sej doprinesem neki, ampak ni pa zdaj, da se razprodajo dvorane zaradi tega, ker je Robert Petan zraven napisano. Tako da to ni, ful so prekrasni ljudje in ful rad delam z njimi in se mi zdi, da tudi lepo funkcioniramo skupaj s, ne vem, temi pa tako, ampak ta stand-up kariera ni moja nisem stand-uper, tlele v glavnem, koliko je Perica me štuperama nosi. To je to. Torej, mogoče bolj muska v naslednjih mesecih. Tako, pa se Mislim, še muska si to skozi je. Ja, saj je še ja, ta ja. nek funny moment, pa ful je teh nekih dogodkov, za katere ljudje vedno bolj so pripravljeni naročiti nekaj personaliziranega, neke komade personalizirane. Ne vem, da pridemo s Tilnom pa naslavljenca narediš, ne vem, 30 minut nekih znanih komadov prirejenih na tudi njega. to. To se zdaj vedno več dogaja. Pa tudi videi, recimo, da pride pa odbije, ne vem, da ti Adi Smolar in Jan Plesenjak in Jože potrebuješ, da ti vsi zapojejo neke svoje komade s temo o tvojem življenju. To se zdaj, mislim, tega zdaj dosti delamo. Pokličite. In je to, in je taka, mislim, dobra fora je, dobro je, ful lepo je sprejeto od ljudi, je malo viška, v smislu malo ekstra, Ja. pa ljudem ostane še za pol. To je kar To dobro. je v bistvu kot nek razširjen paket, ni samo torej ena pesem, 3-4 minute, ki jo pač ti Tako, napišeš tako. za slavljenca Tako. ali pa za mladoporočenca, karkoli, Tako, ampak res nek to je prav, XL paket, tako, ekstra. tako, to je malo ekstra, to je, ne vem, lahko, dobro, če je full ekstra, lahko pridemo z bandom, pa to, par smo jih že takih tudi delali, pridemo z bandom in je tako, itak imaš band, recimo zdaj imamo v kratkem, band je itak naš, torej The Rafters, in pol vsi iz tega benda, razen pevci, so itak kaj dogaja band, tako da prideš še lahko artač. To imaš vse prepleteno, Vse je to, super. mislim, streamlined je to. To je Aha, tako aha. lepo. Hočem samo povedati, isto kot ko smo se pogovarjala o vseh teh nekih kariernih odločitvah. Na neki točki sem tako, nekdo vpraša, kaj lahko to naredite, pa tako pa v bistvu, pa ne, ja. vse že je Ni nastavljeno nemogoče. tako, vse se da, vse je zdaj tako, če že imamo to, daj pa sam še spišeš tekst, kdo bo, ja valjda se lahko se znaš, bam, ko boš poklical nekoga, ja valjda se mi to ves čas delamo, bam, in narediš nekaj res cool za nekoga, ki bo to res cenil, pa mu bo to res, bi rad nekaj malo ekstra naredil za svoje, ne vem, ali za svoje povabljence, ali za nekoga tretjega, ali za svate, whatever. Tako da ta neka industrija se mi zdi, da pa zdaj dobiva nek momentum, ta res personaliziran. Si dejansko med pionirji tega, vsaj v Sloveniji, ali ne vem. Mislim, mogoče. Bila je pionirka una, veš, ne vem, ko imaš une bebi, ko plešejo na zavesah, ne vem, še par let nazaj, pa je bilo to all the rage. To lahko da je zdaj samo neka faza, lahko da ne, kdo ve. Ampak sem če mi reči, da je pa ena stvar, v kateri niti ne veš, da si dober, dokler ne pride kot, ka bi vi mogoče lahko to naredili, tako, veš kaj, v bistvu bi. In pol od tam naprej delaš sam, ker lahko pa še to ponudimo. Lahko pa še ponudimo, da ne vem, zapojemo, ne vem kaj v tem, lahko slavne osebnosti imitiramo na, ne vem, tvoje življenje. In je ful fora, ful zabavno. Kaj pa recimo, ja, to, ko pač pišeš personalizirana voščila / pesmi in to, predvidevam, da ti je to ful v gušt, oziroma da uživaš v tem, ali kak je to, ali je ta meja med uživanjem in med, dejansko moram to pa to napisati in to pa to vključiti, mislim. Vedno je muka sam zaradi količine. Ker če delam jaz avtorski komad, pomeni, da to mora biti govorjeno.
to ni petje, to niso dolgi toni, to je govorjeno, kar pomeni, da je to, ne vem, 12 do včasih 27 kitic o človeku, ki jih moraš napisati in to traja. Ampak mi je pa tak en lep moment po vsakem, ko to napišem, ker je pa drugače, če ti to narediš za, ne vem, za, kaj jaz vem, za Jožeta Goriška, pa veš, on je delal celo življenje, veš vse o njem, 70 let praznuje, dal je to pa to skozi, postavil je to pa to, za njem ostaja to pa to, lahko to nekako ful lepo osmisliš. Drugač je, kot če pišeš ti tekst na NLB banka je najboljša banka, ali pa, veš, Ja, več ima tega. tako, več ima umfa, mesa, ja. veš, da bo nekomu nekaj pomenilo izven tistega enega dogodka. Pa tako. Imaš pa s temi voščili verjetno bolj pozitivne izkušnje, ampak si imel kako negativno ali pa ne vem, da mogoče komu ne bi bilo kaj všeč. Velika večina jim je to super izpade. Tudi, ko dobijo pol, ne vem, včasih mi pošljejo kao, kak so slavljenci pol odreagirali, pa kak si to še vedno predvajajo. Tako, kaj je bilo parkrat, je bilo tako, nismo vedeli, kaj vse to za sabo prenese, v smislu, mi smo mu to dali pol leta nazaj, mi še vedno moramo to zdaj poslušati na vsakem rojstnem dnevu, pa na vsakem kosilu, pa kažemo vse to. Take neke fore. Pa kje se zakomplicira včasih, je sam čisto logistične stvari, mogoče, ne vem, da narobe naglasiš nek priimek, ali pa ime, ali pa neke stvari, ki pač v mailu težko pridejo skozi. Veš, pa ne vem, gospa se zatipka z imenom kraja in jaz ne vem, nisem vedel, da je zatipki in prebereš tako, kot je ona napisala in pol, veš, obstaja tudi ševnica, ne samo sevnica, ne. V smislu, veš. Ok, ampak večinoma Ja, pozitivne večina, izkušnje. ja, tako, kar se tiče pa samega tega, pa ja. Zdaj, prišli smo že do hitrih vprašanj, oziroma vprašanj, ki jih pač nisem prej nikoli vprašala, ne se ni zdaj talk face speed, Okej, dobro. ampak recimo, da. Najboljši nasvet, ki si ga dobil, to je zdaj ful. Okej. Niso to zdaj tako ful hitra spet. No. Okej. Najboljši nasvet, ki sem ga dobil. Ne se praskat, ki te ne srbi. Krasno. Imaš kakega kantavtorja, glasbenika, whatever, s katerim bi si res želel ustvarjati, ali pa mogoče že imaš kaj v Zdaj sem planih? bil na koncertu od Kreslina. Ja, jaz tudi, ja, krasno. Ja? No, potem smo prišli dol do mojega studia in ko vsi smo imeli kao neko afterico in tako. Sam je bilo lepo. grozno, ful ponovadi dobro pogostim, ampak zdaj sem tako čisto, mislim, res zelo mali hladilniček imam, nobene dal sem, ne vem, rdeče vino namesto belo vino, tako grozne stvari so se dogajale. Obup. Tako da bom prosil jih enkrat še, da pridejo še enkrat, koliko je treba. Ampak, ko sem gledal Kreslina, mi je bilo tako, pizda, da si lahko 70 star, še kar si cele vikende po nekih odrih z nekim veš, kaj ga vidiš, kaj on na momente zgleda, kot da res, da nas je vse fucking nategnil, da se on ima še vedno boljš kot mi. Veš, kaj mislim? Ti plačaš, prideš tam Ja. in on, vidiš, kak njemu s njegovim bandom, to mu tako dogaja, on tako uživa v tem. In tako pa, to je pa dober gig, to pa dobro zgleda. Tako da, to mi je en del. Poleg tega sem dosti razmišljal o tem, zakaj eni artisti lahko tudi po toliko dolgem času še vedno pišejo komade, ki so cool. To je, ne vem, Kreslin je tak, Siddharta je taka. Veš, ko naredi Siddharta, ne vem, na Soncu ali pa Potu X, naredi pa, ne vem, koliko let pozneje naredi pa, ne vem, Ledeno ali pa Piknik. Neke komade, ki so tako pizda, isto Kreslin. Sploh ne moreš zamisliti, da nekdo lahko napiše veš, to, ampak pol spet napiše pa Cesto, pa napiše ne vem, če bi mi se kdaj srečala, ali pa Kaj naj ti prinesem draga. Pa to so komadi, ki so tako, kot da mu je res ostalo, da mu je ostalo not res eno lep čist bit, ki ga daje naprej. Torej, tvoj odgovor kratek je Kreslin. Ja, bi bil kar kul Kreslin. Bi bil kar kul Kreslin. Sam ful slabo delam z drugimi. To je ena velika moja taka, nisem dober, ko sodelujemo. Ful slabo sodelujem. Res sem, strašno dosaden tip sem v smislu tem, ker mi je tako, najraje pusti me primer, pa da napišem, pa ti napiš. Vsak svoj del. Ja, pa če je vredi. ja, pa tako. Kaj pa če bi mogel sebe opisati z enim komadom? Bom se ga spomnil.
bom se spomnil komada. Ok, to je tvoja naloga. To je moja Zdaj naloga. imamo še par, jih senjamo veliko. Okay. Bomo Uh, pol zeditala za nazaj. ja, bomo to se zredali. Postprodukcija. Oder ali RTV studio? RTV studio. Ok. Kaj počneš na svoj fraj dan? To si na nek način že odgovoril, ampak Planiram tako. ne fraj dan. Brezcel, Ljubljana. To je bilo tako zdaj retorično vprašanje. Kaj bi rekel, da danes ceniš bolj kot včasih? Na ljudeh ali Na splošno. na splošno? Lahko tudi na ljudeh. Lahko tudi na ljudeh neka to je lastnost. Prilagodljivost. To sem odkril, da je v ogromno produkcijah, na katerih si, pa bolj ko so, bi rekel, high profile, bolj ceniš, da je glavni človek, je tako, ti ne moreš takrat, ok, bomo rešili tako, da ni Vse fiksno in tako, nujno da in se če da te to, ni, te pač ni. tako, da je ful, to se mi zdi, da je, ker produkcija, pa vse ti eventi, pa to zdaj, to je na tak visokem nivoju v smislu ljudi, ki jih delajo, ali ne vem, Artač, ali to. Ti so govoriš ti toliko nekih dogodkov, pa na vsakem moraš biti ti sharp, sfokusiran, točno povedati, ne vem, vsaj imena, vse dogodke, vse vse moraš, ne vem, pravilno izpostaviti. Vsi so nervozni, če ne bo ratalo, pa ne bo to, ne vem, komad pa ne bo to, ne vem, za korpo ali pa za državo ali pa za podjetje neko tako manjše ali pa za, ne vem, whatever. In ti imaš 5 takih podjetij in, ne vem, v tednu ali pa 5 naročnikov in vsak od teh naročnikov dela ta en dogodek na leto in njim je to največja stvar ever in bi imeli 17 sestankov vmes in tako. In prilagodljivost v smislu, da je malo bolj to tako fluidno, v smislu ti verjetno veš, kaj delaš, če ne te ne bi poklicali, to bomo zmogli tako, bomo lahko tako malo obrnemo, ok, če logotip ne bo na tej strani odra, ampak bo na uni strani odra, a je to res, zdaj treba imeti 3 sestanke za to. Tak, to neko, Malo več prostora za dihati, recimo, da vmes. Mi smo prišli do zadnjega vprašanja, ki je komad. Tvoj komad, s katerim bi se opisal. Ja! Si pozabil. Ja, možda sem pozabil. Komad, s katerim bi sebe opisal, je... To je zdaj kar težko, to je zdaj ful pritiska, ne? To je ful pritiska. Mislim bila, da bo to tako težko vprašanje. To je res ful težko. Ne, zdaj nisem razmišljala. Valjda je težko. Ja, ne. To je tako, danes rečem kaj je podton komada? Kaj je glavna linija komada in pol o čem... Ja, to je res. Mogoče pa jutri več to ne bo moj komad, ne? Veš, kaj mislim, ne? Veš, kaj rečemo? Nad mestom se da ni Ditka Haberl. Ja. Lepo. Točno to, ker je lepo, Ja. ampak pa poslušaš, pa tako pizdo, pa si tle nekaj imaš za povedati. Ampak v osnovi je pa sam lep komad. Okay. V smislu, če lahko narediš, da je nekaj izgleda preprosto in lepo in bolj, ko ga gledaš, še vedno ima not neke prvine, ki je tako, wow, to pa je dobro zamišljeno, to pa v bistvu, če tak lahkotno na prvi pogled pa zajebano, to bi želel biti. Ok. Mogoče. Lep odgovor za lep zaključek. Prišli smo do konca. Hvala lepa, da si res prišel, da si vzel čas v svojem napornem delovniku, da ne bo to zdaj izgledalo, kot da se zafrkavam iz tebe. A ja, ti si še na tem. To so zdaj dva spektra, ne? Mislim, en veliki spektr. Ampak ja, hvala, da si prišel. Če boš še imel kako idejo za svoj komad, ki te odpiše, mi ga napiš, pa bomo dodali spodaj v podzvezdico. Ampak vseeno, želim ti veliko sreče, uspeha na nadaljnji poti, še posebej z malim naraščajem. Najdeš svojo pesem. Jaz si eno imam, že sem ti bom povedala pol, zaradi tega, ker ni za tako, ok, nič. Take komade pa poslušaš. Ne, enako mi je tako v spominu ostalo, ampak nič. Mi se vidimo v naslednji epizodi. Hvala še enkrat. Zdaj sem poslušal tak dober komad. Samo enkrat sem ga slišal, ne znam ga več najdeti. Ampak je imel en verz noter, ki je rekel, ena bejba poje, nekako bi bil nek jazz. Ja. In je bilo tako, če si kdaj mislil umreti zame, je zdaj pravi čas.
Dobra. Ker ni dobro. Dobri so te one-lineri, ne? Res, krasen. Nič, hvala ti še enkrat. Ful hvala za povabilo. Upam, da si se imel fajn. Odlično. No, mi se pa res vidimo v naslednji epizodi.